Živijo družba, spet sem jaz. Za vse tiste, ki me ne poznate in me mogoče gledate prvič, moje ime je Jana. In znašli ste se v kotičku, ki se imenuje Bela palica. V tem kotičku se posvečam različnim temam, ki so tako ali drugače povezane s lepoto ali slabovidnostjo. Če me gledate prvič, imate na seznamu video, ki se imenuje Bela palica, imate kar lepo število videov na to temo. Tako da, če kakršnokoli zadevo iščete, upam, da boste našli kakšne odgovore tam. Hkrati vas pa tudi vabim, da mi v komentarjih napišete, če želite, da snemam kakšno posebno temo. Ker ta kanal je namenjen vam in tukaj jaz poskušam deliti svoje izkušnje, svoje znanja, tista, ki jih imam, z namenom, da pomagam tistim ljudem, ki so pač v podobni situaciji kot jaz, da vam kakšno bližnjico naredim. No, tokrat bomo odgovorili na vprašanja, ki so nam jih poslali moji gledalci, tako angleško kot špansko govoreči in Slovenci. In bom svojih pač združila več podobnih vprašanj po vprašanje. Diego, the first question, please. Yes. Were you born blind or you became blind? Prvo vprašanje je, si se rodila slepa ali si oslepela? Jaz sem se rodila zdrava, sem imela moj perfekten vid do praktično 37. leta, potem se mi je pa postopno vid slabšal, no zdaj pa praktično ne vidim ničesar. Next question. Aha, sorry. What can you see? Kaj lahko vidiš? Zdaj osebe, ki ne vidijo, lahko vidijo različne zadeve. Pogovarjala sem se s prijatelji, ki so prav tako slepi oziroma slabovidni. Nekateri vidijo svetlobo, pač zaznajo, od kje svetloba prihaja. Ena gospa, ki jo poznam, vidi, kot da bi ena svetloba v krogih, da bi cirkulirala svetloba. En prijatelj vidi samo črno. Različne variante so, no. Moje pa taka, kot da če si predstavljate, kot v starih časih, ali pa se tudi če zdaj, če televizija nima signala, ko so belo-črne pikce, na srečo to ne pride z zvokom, tako da je sam slika. In pa recimo, če sem doma, če se približam, recimo, če jaz vem, kje je žarnica oziroma kje bi moralo biti okno, lahko zaznam, da svetloba pride v tam, ampak to moram jaz vedeti, kam in čemu se moram približati, da to zadevo zaznam. Da bi bila jaz kar nekje v prostoru v neznanem in da bi zaznala svetlobo, nažalost ni tako. Tako da imam ta moment ni kaj preveč uporaben, tale čut zame. What are the advantages, if any, of being blind? Kakšne so prednosti, če kakšna, da si slep oziroma slaboviden? No, jaz osebno, jih je več, no, verjeli ali ne, ampak izpostavila bi dve. Ena je ta, da se ne čutim toliko pod pritiskom, da je treba non-stop pospravljati, ker zdaj prahac, če je tam, jaz ga pač ne vidim, če se dotaknem, ga čutim. Pospravljam sicer stvari takrat, ko vem, da so pospraviti, ker vem, da je za pospraviti, ampak vid me pa pač ne opominja konstantno, da bi bilo pa treba to in ono narediti. To je ena prednost. Druga prednost je pa, da pač ne sodiš več ljudi po tem, kako izgledajo. In tukaj se nanašam niti na rasiste, niti na seksiste, niti na, ne vem, recimo kakšne ekstremne že nikakor ne, ampak hočeš, nočeš, vsi sodimo, ne hote ljudi, recimo. Če ima nekdo nasmeh, recimo misliš, da je to, običajno mislimo, da je to prijazna oseba. Če je nekdo resen, misliš, da je ta oseba resna, da ni nikoli zabavna, ne vem, mogoče celo, da je jezna. In no, te zadeve pri meni ne delujejo več, ker lahko si tudi jezen in nasraman in se nasmeješ, pač ker bi želel narediti drugačen vtis, na meni to ne deluje več. Pri meni vse te maske padajo, ker jaz poznavam ljudi prek glasu in prek dotikov, recimo. Jaz zdajle, recimo, si še bolj opazim, če ti nekdo stisne roko tako, da ti skoraj vse koščice polom, ne? Ali ti jo stisne normalno, ali pa tako, da ne veš, če bo še zmogel ti dati roko, če bo sploh zmogel priti do tvoje roke, to opazim. To sigurno še bolj opazim kot prej. In po glasu je tudi, ne vem, je neverjetna informacija, ker se zazna, če je nekdo slabe volje, se zazna, če je nekdo srečen, se zazna, če je nekdo prestrašen in me lahko še ne vem koliko prepričijo, ne, nisem jezna, pa ne, nisem jezen, ampak jaz zaznam pri glasu. Tako da ja, pač ljudi dojemam drugače in recimo mogoče ne diskriminiramo, ne rekovajih nekoga, ker mogoče prej se ne bi približala, ker ti da vtis, da ne vem, da pa mogoče jezna oseba, no. Zdaj pač ni več to ovira zame. Why do you have a YouTube channel? Zakaj imam YouTube kanal? Iz dveh razlogov.
Jaz nisem bila deležna nekega usposabljanja. Recimo, tukaj berem, ne vem, kako je s tem v Sloveniji, bi prosila, če se mi lahko kakšna slepa oziroma slabovidna oseba oglasi ali pa po možnosti več. Ne vem, kako je s tem usposabljanjem v Sloveniji. Tukaj v Mehiki jaz zaenkrat nisem slišala za noben tak center, da bi ti tam živel in da bi te naučili veliko stvari v kratkem času. Vem, da je v Mexico Cityju pač sem razmišljala, da bi se vključila v enega, kjer imaš recimo kot urnik in lahko prideš na, ne vem, se učiti uporabljati palco, lahko prideš učiti se uporabljati brajico, lahko prideš učiti se celo vezenje, ne boste verjeli, kuhanje, vse živo, no. Ampak jaz sem za to zvedla tik preden smo se preselili, tako da jaz na to zadevo nikoli nisem šla. Tukaj, kjer pa zdaj stanujemo, pa prideš kamor pač v eno knjižnico, javno knjižnico, kjer imajo Braillevo sobo in so inštruktorji in te oni usposabljajo na tisto temo, ki ti prosiš. Res je pa, da je pa zadeva bolj neorganizirana in ne vem, zaradi tega tudi jaz se prav dosti nisem trudila iti tja, ker sem čutila, da ni kakšnega posebnega napredka. Grem občasno tja s tem mojim inštruktorjem, ki je Jose Luis, kadar on pride, poskusam tudi jaz iti kakšen petek tja in mu povem, kaj specifično bi se jaz rada naučila. Tako da, ker jaz nisem bila deležna nobenega tazga usposabljanja, jaz sem se v bistvu z teh malo ur, ne vem, če je bilo vsega skupaj 10, naučila nekaj stvari. Potem ostale informacije dobim na ta način, da se pogovarjam s prijatelji, ki so tudi slepi in slabovidni in mi oni povedo, kako kakšno stvar naredijo. Prek YouTubea tudi najdem kakšno informacijo, pa ne da bi se hvalila, ampak kakšno zadevo pa tudi sama odkrijem, ker enostavno, če imaš ti potrebo eno stvar opraviti, tudi se ne rabiš za to biti slep ali pa slaboviden. Najdeš pot in kakšno zadevo sem tudi jaz sama pogruntala in pač moja ideja je bila deliti moje izkušnjo in teh nekaj malo zadev, ki jih jaz znam, na kanal in upam, da bom s tem pomagala, ne vem, kakšni osebi, ki je slepa ali slabovidna. Poleg tega sem pa tudi opisala moj osebni čustveni proces sprejemanja situacije, pa kaj mi pomaga, kadar se ne počutim tako poskočno in tudi, da ne bo pomote, se ne čutim nobena strokovnjakinja, psihologinja, ne vem, terapevtka, nič od tega, ampak sam želim deliti mojo osebno izkušnjo in če komu kakorkoli prav pride, bo to meni v izjemno veselje. Ta druga zadeva, ki me pa zelo veseli in jo neizmerno obožujem in ljubim, je pa Mehika. Tako da sem pač želela tudi deliti pač moje izkušnje, kaj doživljam jaz tukaj, kaj vidim v narekovajih, hrano, razlike, no tudi to sem želela deliti, zaradi tega imam jaz moj YouTube kanal. What do you like the most about having a YouTube channel? Kaj imam najraje od kanala, od YouTubea? Težko bi izpostavila eno samo zadevo, definitivno mi je izjemno veselje biti v kontaktu z osebami, ki pač spodaj komentirajo pod videi, zaradi tega, ker mi je v veliko zadoščenje, pač recimo pred kratkim mi je en fant napisal prav v tem kotičku, da mu pomagajo videi, da je pač njegova punca, da je pred 6 mesecev nazaj izgubila vid in da pomaga tako njej kot njemu in to je res nekaj izjemnega, nekaj, kar te žene, nekaj, kar te motivira, da bi to še delal, ker ne vem, jaz sem vedno rada pomagala že prej. To me veseli. Ne vem, tudi da kakšne ideje tukaj dobim, tudi v ta namen mi pomaga. Včasih me nasmejejo komentarji, to pač veseli me družiti se z vami spodaj v komentarjih. Potem, ja, definitivno je zanimiv del ta, kjer je treba razmišljati, kaj bova pa posnela. In pač moram svojo kreativnost na dan privleči, razmišljati, kaj bi, raziskovati, naučim se veliko novega, tako pač o moji lastni situaciji, kot tudi o Mehiki, ker pač za posnetje je fino, če imaš malo informacij. In vedno mi je bilo veselje učiti se, še zlasti v stvarih, ki so moja strast. In snemanje pa tudi, ne vem, je pa tudi en prijeten del, ker pač jaz sem tudi Vršica bila in tudi sem. In me tudi veseli to početi, no. In všeč mi je tudi, da imam eno zaposlitev, da nekaj delam in nekaj koristnega in ne vem, zame je veliko pozitivnih stvari. What advice do you have for someone that went blind or is going blind? Kakšen nasvet imaš za nekoga, ki je pač izgubil vid oziroma izgublja vid? Prvi nasvet bi bil jasno, da to ni nobena prijetna situacija. Včeraj sem eno youtuberko poslušala, Molly Burke. Ona pravi, da smo slepi in slabovidni 3-krat bolj nagnjeni k samomoru oziroma k depresiji, kar je zame čist logično. Zdaj, ko sem to slišala, jasno, da to niso nobeni lepi občutki, ko se ti to dogaja in se ti zdi,
da sploh nima smisla živeti, ja kaj boš pa sploh počel, če nič ne vidiš, a boš tam kar nekje obsedel in čist nekoristen in to so hudi in težki občutki in jaz to čist razumem, ampak jaz lahko za vso, mislim, jaz imam vso avtorizacijo, ali kako bi rekla, da to rečem, ker sem je šla skozi ta proces, mene najbolj moti to, če nekdo, ker ni v tem, te poskušal spodbujati in potem pametuje, da to pa ni tako hudo, ja, lahko je te reči, ko vidiš, da to ni tako hudo. Tako da jaz pa imam pravico to reči, no. Dajte, če se vam zdi strašno težko, če se vam zdi, da ni več vreden živeti, dajte si misliti, da v narekovajih samo vi izgubljate. Vi se še vedno lahko premikate, še vedno lahko počnete stvari, ki ste jih prej počeli. Če jih ne morete več zaradi vida, jih boste pa čez čas na nov način. In pa tudi kakšne nove stvari se boste naučili. Ni konec življenja, samo en čut vam ne dela, pač tako si pomagajte. Druga zadeva, ki vam jo pa polagam na srce, je pa, bodite res potrpežljivi in ljubeči do nezavesti s seboj, tako kot bi bili z enim majhnim dojenčkom. Jaz mislim, da na dojenčka se ne bi jezili, ker se uči jesti kašice in se vas umaže povsod, da ne bi bili jezni na dojenčka, ki polije kozarc, ki se uči prijeti kozarc, da ne bi bili jezni na dojenčka, če pada in se udar, da ne bi mislili, da je smešen in neumen in da se vidi čuden. In to enako potrpljenje in ljubezen imajte tudi do sebe. Ker upajte si poskusiti na nov način učiti stvari, ki ste jih prej počeli drugače. Najslabše, če boste obsedeli v kotu in ne boste nič nikoli poskusili, zato da se ne bi usmešali. In najprej, ko boste začeli se učiti stvari, bo 90% nesreči, 10% uspešnih stvari, potem se bo pa ta procent obrnil. Tudi, ko boste že zelo se naučili stvari početi, bo še vedno določen procent nesreč. Zaradi tega, ker če nisi zbran, če te dekoncentrira nekaj, jaz še vedno imam nesreče. Ni nič narobe s tem. In če se še vedno ne morete videti na lep način, pa si predstavljate, da pa nekdo od vaše družine, ki pa je videč, da zapre oči in poskus odživeti en vaš dan. A bi šlo brez nesreče ali ne bi, no, če si ne morete na drug način odpustiti. What advice do you have for someone sighted interacting with someone that's blind or visually impaired? Kakšen nasvet imaš za nekoga, ki vidi in ki pač sobiva ali pa pač ki pride v stik s osebo, ki ne vidi? Jaz bi imela 3 nasvete. Prvi nasvet, domnevam, da so to osebe, ki ne živijo vsakodnevno z nami, ne, pač ki samo sem in tja pridejo v stik z nami. Prvo, ne nas gledati, da smo neke osebe z drugega planeta. Smo ljudje kot vi, samo da nam en čut ne funkcionira. Drug nasvet je, ne domnevajte, kakšne vrste pomoč potrebujemo. Vprašajte, na kakšen način pomagati. Jaz sem imela prav pred kratkim, pač sem šla na stranišče žensko, pač Diego ni mogel iti z menoj in ena gospa mi je želela pomagati in mi po nesreč me je prijela za roko in me tako zapestje obrnila, da me je bolelo. In jaz se nisem razjezila, ker vem, da mi je želela pomagati, ampak je bilo pa boleča njena pomoč. Tako da ne domnevati, na kakšen način rabimo pomoč, vprašajte, kako ti pa lahko pomagam. In jaz samo čisto v začetku, ko sem izgubila vid, nisem vedela, kako mi pomagati, ker sem bila še toliko izgubljena, da res nisem vedela sploh, kako se da stvari početi. Ko pa človek pač preide to fazo, pa zna vsak od nas povedati, na kakšen način. In tretja zadeva, pač recimo, če ne vem, je neko srečanje, pač če se vidijo prijatelji ali pa družina, predstavite se, povejte, jaz sem pa Lojze, ne, lej, tukaj nasprot tebe sedim ali pa ob tebi, če rabiš karkoli, kakršnokoli zadevo, jaz ne vem, kako ti lahko pomagam, ampak če karkoli potrebuješ, lepo prosim, brez problema mi povej in ti z veseljem pomagam. Have you ever hit or hurt yourself due to your blindness, and can you give some examples? A si se kdaj udarila ali pa poškodovala zaradi svoje slepote? Ja, sem se in to večkrat, še zlasti v začetku, ko tudi svoje hiše nisem dovolj dobro poznala. Zdaj poznam, ampak se še vedno sem in tja udaram, recimo, če ne moram jaz početi nečesa in se z nekom pogovarjati, ker nisem zbrana, potem ne skoncentriram se, kaj počnem in potem imam lahko cel kup nesreč. Lahko se mi nesreče pa tudi dogajajo prav tako, če jaz na nekaj mislim in nisem zbrana. Jaz moram biti tukaj in zdaj. In prav, ne mislim, da en teden nazaj sem se res fino udarila ob kavč, ker potlej sem pomivala na papelkino varianto in sem mislila, da pač tam ni ničesar in sem glavo, majčkeno bolj hitro sem pomaknila navzdol in sem se udarila.
Pa tudi na števcih vzuni sem se že udarila. That was the last question. Okay. No, evo, jaz upam, da sem približno odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če imate še kakšno vprašanje, lepo prosim, pustite jih v komentarjih, kakšne ideje, o čem še želite slišati. Bo vas z veseljem posnela videe. Če še niste član moje YouTube družinice, spodaj lahko aktivirate zvonček in boste dobili brezplačna obvestila, kadar bomo posneli kaj novega. Se vidimo prihodnjič. Adijo!